Tretji gost v športnem parku Domžale v spomladanskem delu sezone je bil Aluminij iz Kidričevega. Slednji je v 6 dosedanjih medsebojnih dvobojih proti Domžalam osvojil vsega točko. V letošnji sezoni je moral dvakrat priznati poraz varovancem Simona Rožmana, ki je na klopi rumenih debitiral prav z zmago 2:0 proti Aluminiju. Tokrat je strateg Domžal v primerjavi z zadnjo tekmo v Novi Gorici v udarni enajsterici opravil 2 zamenjavi. Namesto kaznovanega Denisa Halilovića je zaigral povratnik po operaciji slepiča Gaber Dobrovoljc, poškodovanega reprezentanta Žana Majerja pa je zamenjal Luka Volarič. Pred okoli 500 gledalci so tekmo sredine igrišča začeli nogometaši Aluminija, ki so se nemudoma znašli pod pritiskom borbenih domačinov. Prosti strel je že v drugi minuti izvajal Jure Matjašič, ki je le za las meril mimo desne vratnice. 7. minuta znova v akciji Jure Matjašič, dvojna podaja z Vetrihom, prodor v kazenski prostor, toda gostje so se uspešno ubranili. Minuto pozneje prva priložnost tudi za Aluminij, predložek Lovra Bizjaka dobro je skočil Blaž Kramer, vendar z glavo meril mimo desne vratnice. V 12. minuti prodor Jana Repasa, nadaljeval je Volarič, strel po tleh Janžekovič je odbil do Repasa, ta je žogo nastavil široku, gostje pa so uspešno odbili. 2 minuti pozneje prodor po desni strani Volariča, podaja v sredino do Repasa, strel Vetriha, Janžekovič pa s konicami prstov žogo dviga čez prečko. 21. minuta, kot za Aluminij, podaja Vrbanca, z glavo je podaljšal Škoflek, do strela je prišel Bizjak, z obrambo pa se je izkazal vratar Dejan Milič. 24. minuta, kot za Domžale z desne strani, dvojno podajo sta odigrala Volarič in Balkovec, takole je z levico sprožil Belokranjec, izkazal pa se je v vratih Aluminija Janžekovič. 42. minuta, v akciji Jure Matjašič podaja do Balkovca, nizek predložek v sredino, tam pa na pravem mestu Alen Ožbolt, ki je z levico pospravil žogo v spodnji desni kot nemočnega vratarja Aluminija. Domžalčani so torej 3 minute pred odmorom prišli do vodstva z 1:0, Alen Ožbolt pa je dosegel svoj prvi gol po povratku iz Dortmunda. Potem pa prva minuta dodatka prvega polčasa, prekršek Balkovca v kazenskem prostoru nad Bizjakom in 11 metrovka za Aluminij. Izvedel jo je prav Lovro Bizjak, premagal vratarja Dejana Miliča in postavil izid prvega polčasa 1:1. Aluminij je torej prišel do izenačenja, Domžalčani pa so bili tudi v drugem polčasu boljši nasprotnik, prvo priložnost so si pripravili že v 52. minuti. Takrat je kot z leve strani izvajal Jure Matjašič, podal je na drugo vratnico, Balkovec je vrnil v sredino, tam je bil povsem sam Ožbolt, njegov strel z voleja pa je ubranil vratar Janžekovič. Nov kot za Domžale, podaja Balkovca, žoga se je odbila do Vetriha, Janžekovič jo je le delno ubranil, z golove črte pa je odbil Kocič. 67. minuta, nov kot Balkovca, Janžekovič je žogo izpustil, gostje pa so uspeli odbiti znova v kot. Takole je podal Balkovec, do strela z glavo je prišel Dobrovoljc, ki pa je meril za las mimo desne vratnice. Sliko smo že v 75. minuti, prodor Matjašiča, odbita žoga do Firerja, strel z levico, znova na pravem mestu Janžekovič. 5 minut pozneje Franič do Balkovca, strel Belokranjca, tokrat mimo desne vratnice. 88. minuta, prosti strel za Domžalčane, znova pri žogi Jure Balkovec, ki pa je tokrat uspešno zadel spodnji desni kot nemočnega Janžekoviča in Domžale znova popeljal v vodstvo. To je že 4. gol Balkovca v letošnji sezoni in prav vse je dosegel z prostih strelov. Aluminij je v zaključku tekme poskušal priti do novega izenačanja, takole je poskušal rezervist Tahiraj, na pravem mestu Dejan Milič in še zadnja priložnost v 94. minuti, predložek Mominoviča, strel Bizjaka čez gol in ostalo je pri zmagi Domžalčanov. Mislim, da so, bom rekel, igralci
garali en za drugega, nekako iskali vsa ta, bom rekel, navodila, ki so jih dobili, moram reči, da zelo korektno izpeljali. Predvsem mi je všeč en zelo kolektivni duh med njimi, nekako vztrajanje do konca, tudi v drugem polčasu, nekako z našo igro, ki je bila pač primorana v nekako grajenje konstantno, in sem zelo vesel, da se nam na koncu išlo, kajti spet smo si pripravljeni, mislim, da je 3-4 izrazite priložnosti, iz katerih žal nismo zadeli. Domžalčani so se 14. zmago v sezoni na lestvici drugi Olimpiji približali na vsega točko zaostanka. Rumene naslednja preizkušnja čaka že v soboto, ko bodo ob 16. gostovali na Areni Petrol v Celju.